Ja, živijo. Aloh, jaz please dobim enega svetovalca, enega v Sloveniji za dating, za tekstanje, karkoli, please. Ta-da! It is I, Elliot Mama. I will help you. I will help you today. Girls, we gotta step up our game. Pač dating live je šel 3 pisane marjetice. Ali kaj mi piše? Yes. Začnimo na začetku. Recimo, da te ti vpraša, kako si? Kako si? To je ta klasika. Začelo bo s kako si? Recimo, da se nič ne poznate in se to začne na Tinderu ali pa Bumble ali pa kaj se v Instagramu. Whatever. In vem, koliko smo vsi zmozgani na teh dating social media platformah, vem, ker so vsi isto suhoparni prerasli in zgubiš voljo po prvem stavku, ampak da se presekati, ker je treba razumeti, verjeti, pričakovati, da je tudi na drugi strani ta oseba mogoče še bolj razočarana, mogoče še bolj tipikov, mogoče še večkrat zavrnjeni in da jim tukaj nekaj to work with in reči, sem v hribih, pa je en klobasov, ki je čist preslana, pa razmišljaj, kaj zvečer na pijačo. Kar s tem narediš, razen tega, da malo več tipkaš, je to, da si daš dodatno vrednost, daš si zgodbo. Nisi samo ena punca, kot piše nič ti, ampak si daš zgodbo in sicer si punca, ki hodi v hribe, torej skrbi, da si športa, ustvariti si mora sliko, mora prisiljeni razmišljati o tebi. Narišeš si sliko, da si tam s frendi, ker je tudi cool verjetno. Narišeš si sliko, da si zvečer fraj, da je potencialno, da greš na pijačo, ali pa da se vsaj srečate zunaj, če želiš, ali pa te povab. Tukaj ne greš čez nobeno mejo elegance, daš mu sam povod, če je zainteresiran, tukaj lahko že ful tako odgovori, da se zelo hitro začne nekaj lepega. Ok. Chill moški. Drug primerno vprašanje, kaj delaš ali pa kako si. Doma sem, poskušam pretvoriti Word v PDF format in mi nikakor ne gre. O sebi v bistvu dala, da sem na morju. Zdaj že vemo princip, kako damo dodatno vrednost, poveš mu, kaj si želiš, vedno ima opcijo reči, če mu radaš všeč po tej debati, te peljem na morje ali pa gremo na morje z vlakom, če sta pod 18. Plus, tle meni všeč, ker moški nam res radi pomagajo. Moški prek tega, da nam kaj pomagajo, da nam kaj svetujejo, da so naši heroji, se počutijo dobro in se počutijo uporabne in se počutijo možato. In da mu ti rečeš, da ne znaš iz Worda dati v PDF in če si mu približno simpatična, boš on zelo hitro pogooglal, če sam ne ve tega in ti bo povedal. In potem še rečeš hvala lifesaver in se bo počutil vrhunsko in imate super štart. Naslednji primer, ta je mečken bolj čiki, mečken bolj predrzen. Jaz ne vem, če bi ga uporabljal, ampak enim ženskam bi ziher pasal, da tip napiše, oj, lahko si, so ti 45 iz tega res ne maram. Ampak, recimo, da se tako začne in rečeš, zakaj, me pogrešaš? Flirt je seksi, a ja, metuljške čutiš, adrenalin, strah te je, ja, no shit, Sherlock, that's the point. That's the point, kakšen bi bil life pa zaljubljenost brez teh metuljčkov, pa brez tega, da te imel strah. Pa mečkan, da greš iz cone obdobja, da se nekaj a veš, to mora biti. To imajo vsi moji bivši, pa tipi, s katerimi sem se kadarkoli dopisovala, tako razmišljajo, pa gledaj, dude, pač v life mi nekaj tacga napisala, zakaj to zdaj govoriš drugim. Naslednji primer, ki ga vsi hejtemo, je sicer, da ostaneš na red, na prebrano. Takrat stvar, ki se zgodi, je vsem na moderna egote in vsi smo unov. My life. In vmes pa še story objav in vmes gre na žurko in si uno. Upamo, da ima dejansko razlog, pa tudi če pozab, ne moramo nikdar pričakovati v štartu, da je nekdo z prve zagret, sploh še nas ne pozna. Zakaj bi bil zagret? Zaradi česa? Mogoče sploh ni preveril fotke. Tukaj se splača mečken odprt mind, da ni ta oseba lih najslabša na svetu. Se dan mečke na čiki situacijo obrniti, recimo pošleš to fotko. Ali pa lahko pošleš tole. Kakaj cute situacija je. Veš pa definitivno, da če ni reakcije na to, lepo odpeke daj preč, pod noge, amne si kadi za tabo, bad choice. Res se izogniti sporočilu v smislu, kva sem narobe naredil, ali pa zakva me ignoriraš, to je res sad, to je brez samozavesti, insecure. Jaz res to bilo priporočam, da tega naredite, ni važno, koliko vas prsti srbijo, ker ta človek pač, tudi če prej ni bil nezagret, bo zdaj nezagret, ker ga bo ta sporočil odbil. Če ne deluje ta cute odgovor, avada kadavra. Še en primer, da nikakor nisi boring, ki te vpraša, oj, kako si, kaj delaš? In da rečeš, nič ti, please don't do that. Se vem, da se kdaj hočemo nekaj zajebane delati, ampak to res ne pela več nikamor, preveč je tega tekstanja, da bi to dal, kakršen koli vtis, komorkoli, če ni že odprej zaljubljen. Napiš, hangam z ledeno kavo, pa Netflixam in chillam, wanna join, prideš zraven. Pri tem je treba paziti, to je mogoče za malo starejše, sploh če hočeš iti v to smer, ker zna biti, da vzame narobe, tako da če ste premladi, ne si spuščati v to. Naslednja opcija, recimo, da ti on da kompliment. Najslabše, kar lahko narediš, je to, da rečeš, ne, laži
rečeš, ne, nisem lepa, oh my god, kako to hejtam, kako moraš moški to hejtati. Own it, resno misel, ni brez razloga to rekel, reč hvala, to je še najmanj, ampak še boljš, cute, če boš še naprej toliko sweet, bo res mogla na date. Ali pa, če ne želiš nič resnega, da hočeš neki sweet bolj čiki ali pa mogoče kaj bolj posteljnega, rečeš, kako si sweet, če boš nadaljeval s tem, mogoče dobiš še nagrado. Ja, te se mi oboje strgale, ne bo pozabil na te, pa definitivno boš nekaj dosegla. Še drugega to, da te bomo skozi v mislih, dokler nam dobo te nagrade. Ali pa, ker reče pogrešam, te rečeš, a res, kaj bi pa počela zdaj, če bi bila skup? In spet, bo šlo eno na drugo smer, ampak bo pa šlo. Ali pa še na mojih ljubših, da on reče, hej, kaj delaš? In ti rečeš, hej, lih se rihtam, kam me peleš? Cute, itak je on začel debato, ti lahko saj daš mu brco govoriti, da upa, te povabi, cute. Verjamem, da je opcija, da ste se cel ta video sprašvali, Alenka, se veš, da nisi povedala nič, kako naj mi sami začnemo ali pa mi sami začnemo, vse v bistvu gre to za oba spola. Imam par res amazing primerov. Prvič, po mojem sticku svetom prvak v tem, da me ne smeješ. Drugič, a bi tradal skrivnosti oziroma a bi izmenjeval skrivnosti. Zelo dober povod je to, da si povesta čustva. Tretjič, nič pametnega nimam za povedati, ampak sam res sem hotel govoriti s tabo. Četrti, ta je meni to cute, ker je lahko totalno nedolžen. Lahko je to ali za prijatelja, ali za sorodnika, ali za kogarkoli, noben ne bo takoj posumil, kaj je in samo napišeš, ej, ker emoji te spomne name. Če on ali pa ona ne čuti nič romantičnega do tebe, še vedno lahko samo reče, ne vem, ne poznam te dosti, ali pa sam sliko pogleda, pa te nekaj pošle, ali pa pač ne odpiše, ampak res ni sporen. Petič, ta je tudi amazing. Prejšnjo noč sem stanala od tebe, vse bi ti povedala, pa je čist neprimerno. Ta je the best. Sam pa je fajn, da imaš dejansko zgodbo, da si kaj sanjal, ali pa huj pa pravi poveš, da nisi. Še ta zadnja, ki je tak seksi, lih prav entuziastičen, sicer, ej, probam večkrat planirati vnaprej, kdaj boš dojel, da bi bil ful res z mano, kakor tam, kjerkoli že si. In dragi moji, jaz res upam, da ste dobili kakšno inspiracijo iz tega, ker mislim, so hude stvari, no. Veste kaj, če imaš toliko amazing pristopov, ker smo se ga danes tle naučili, pa ti ta oseba ne odgovori sploh, ali pa ne odgovori zabavno, ali pa te ne povabi na date, they're lost, res. In to je to za danes, radi smejte, Alien Mama je out. Prednji bote radi smejte, aj, čau.